Lepo pozdravljeni, moje ime je Marjeta in danes ob meni sedi Jure Čulk. Jure je specialist za digitalne naložbe v podjetju Incrementum, še posebej pa je specializiran za tehnične analize, natančneje v zadnjih 4 letih za analize kriptotrga. Jure, pozdravljen. Pozdravljen. Jure, nam lahko za začetek razložiš, kaj pravzaprav sploh tehnične analize so, kaj nam povejo oziroma kako si lahko pravzaprav z njimi pomagamo? Torej, tehnična analiza je kot orodje za prepoznavanje grafov. Da lahko iz nje si pomagamo, ne 100% razberemo, ampak si lahko pomagamo, kam bo šla cena neke valute, ki jo analiziramo. Ne. V Bitcoin oziroma Bitcoin in pa ostale kriptovalute, ampak predvsem Bitcoin zelo rad upošteva in spoštuje tehnično analizo. Se dosti po njej obrača, sicer drugi dejavniki imajo seveda na koncu večji vpliv, ampak za neke manjše premike pa lepo sledi in izpolnjuje te vzorce, patterne, ki se dogajajo tekom rasti in padcev. Bitcoin je svoj nov cikel začel novembra 2022, ko je dosegel dno pri vrednosti $15,500. Zdaj vsak posameznik meri cikel po svoje, lahko ga z najnižjo ceno, z zaključkom bear marketa in so tam nekje dalje se lahko začne nov cikel. Torej, Bitcoin je z novembrom 2022, ko je dosegel svoje dno pri ceni 15,500, začel nov cikel, svoj cikel, kateremu je sledila najprej nesigurna, počasna rast. Da lahko vidimo, v katerem obdobju smo, ali smo v bikovskem trendu, ali smo v medvedjem, torej ali gre za rast ali padec. Tukaj zelo lepo demonstrira identikator Ribbon, to je v bistvu povprečje cen, ki je zelo dobro prikazan na tedenskem grafu. In ko smo nad to mavrico povprečji, govorimo o bikovskem trendu. Ko pridemo pod njo in se od nje odbijemo, kar se je že z marcem 2022, tukaj se lepo vidite, pokazali, torej padli smo pod njo, je probali preseči, ni uspelo in takrat se je uradno začel medvedji trend. In pa, ko smo jo marca 2023 prvič predrli, se na njo naslonili, to pa je prikazalo, da smo nazaj v bikovskem trendu, ki pa se je pol z rastjo od oktobra lanskega leta pa vse do marca letos pokazal, da pa smo v polnem zagonu. V tem času je tudi prišel marca do prve take večje divergence, ker smo se enostavno preveč oddaljili od povprečne cene, oziroma ki je norma, torej šlo je za presunkovito, prehitro rast, preveč smo se odcepili in zato je tudi sledila potem popravek, padec v naslednjih 7 mesecih. Tukaj se je prvič stvoril tudi ta bikovska zastava. In na primer v prvih mesecih, ko se začnejo patterni tvoriti, sploh ne prepoznamo pravzaprav za kater vzorec gre. In mogoče ravno ta je do prve, bom rekel, pravega vzorca, da se je pokazal, kdo je, se je pokazal šele s tem padcem, ki je bil avgusta letos, torej kapitulacijo do 50,000, ki je pa ponovno izpolnil en zelo, zelo uporabno orodje, ki ga uporabljamo, torej Fibonaccijevo zaporedje, torej padel je skoraj točno do 50% popravka od prejšnjega swing lowa, se reče, preden se je ta pospešena rast začela. In tukaj je spet bil en pokazatelj, da tehnična analiza velja, ne kako si jo priredimo, ker tukaj je zelo, bom rekel, je težko drugo
ceno ali pa drugo obdobje zajemati, da bi si ta graf priredil, ne. Spet pri kriptovalutah prihaja do raznih manipulacij, ker večinoma Bitcoin zelo rad sega v območje 61% do 65% popravka, temu se pa reče potem golden pocket. In tukaj v bistvu traderji iščejo zelo ugodne točke za vstop in v velikih primerih pridemo ravno do tega padca in nažalost je tukaj tudi dosti traderjev izviselo, ker so čakali na te cene, pa do njih niso prišli, ne. Iz traderskega vidika ponovno je pa pol pokazal z tem ribanom, torej z upoštevanjem dveh signalov, pa smo razbrali, da do tiste cene verjetno ne bomo prišli in se je tudi, torej da je en podprl drugega in potem je prišlo do breakouta v prejšnjem tednu, ki je bil sicer pred volitvami. Torej, ker smo prišli v bikovsko zastavo, ki je trajala 7 mesecev in se je potrdila z izbruhom sicer pred breakoutom, pred volitvami, 2. novembra ponovno je testirala svoj prejšnji resistance, ki je postal za support, torej neka podpora in s tem je bil 100% potrjen breakout. V bistvu dnevu so prišle tudi volitve in to se je v bistvu eno z drugim zelo dobro uskladilo, volumen se je pokazal, kar pomeni, da je ta breakout potrjen. Torej, izvršila se verjetno bo bikovska zastava, katera je bila zamišljena oziroma potrjena, ki jo pa lahko zmerimo, da vzamemo najnižjo vrednost pred eksponentno rastjo, torej swing low, jo vzamemo do marčevske najvišje cene, ta razmerje s ceno oziroma ta sorazmerje se potem prestavi na najnižjo točko, preden smo imeli breakout in dobimo nekako vrednost za Bitcoin okoli $100,000, ki bi lahko bil cilj te tehnične analize oziroma tega patterna. Tako dobimo nek občutek, kam bi lahko cena šla oziroma do kje se splača še počakati, da ne hitimo s prodajo. Nam mogoče lahko malo bolj nadrobno razložiš, kako zelo je pomembno, v katero smer je zastava obrnjena, torej na dol, na gor? Tukaj v bistvu ali bi bila navzdol ali navzgor, v obeh primerih, ker smo prišli s spodnje strani v njo, pomeni, da se bo rast nadaljevala. Lahko bi sicer prišlo vmes nekje do drugega patterna in tukaj je bila prvi problem, če ga lahko izpostavim, da je marsikdo vzel to kot broadening wedge, se pravi razširjen kvadrat, bi temu rekel, in ta pattern pa v bistvu narekuje seveda na rast, ampak da bi se mogli ponovno ustaviti pri 74. Ne? In to je bil v bistvu prvi primer, da se je to zgodilo do 74, ga je ponovno testiral, prišel nazaj in iz tega bi marsikdo lahko razbral, da smo imeli double top. Dvojni vrh je pa avtomatsko padec. Ne? Kar pa mogoče še nekateri je bila lahko past, ta sveča kapitulacijska, ko se je pri 50,000 zgodila, je bila prazna in se ne upošteva pri tej analizi. Ne. Tukaj je v bistvu znotraj tega en kup pasti, ki traderji, začetniki mogoče, ne, tisti z izkušnjami že poznajo. Pri kriptovalutah nasploh imamo ogromno teh pasti. Zato je ta uspešnost neki 95% proti in šele 5 za na dolgi rok. Ne. Se lahko nekaj časa gre v pravo smer, pa se stvari. V bistvu največji problem rata z likvidacijami, z manipulacijo, potem pa če sfalimo trend. Ker tukaj je bila zdaj velik dvom v tem, kam bo smer, v bistvu se je pa s ponovnim retestom in pa to zeleno svečo, ki smo imeli na dnevnem grafu, potrdil breakout. Ne. In tukaj se lahko potem tudi izmeri, kam ima Bitcoin načeloma po tehnični analizi svojo pot. To povzamemo najnižjo točko pred izbruhom oziroma pred pospešeno rastjo od swing lowa. To je bila od cene oktobra 2023, ko se je začela ta pospešena rast.
do marca prestavimo gor in tukaj se nam pokaže v bistvu prvi target, okoli $100,000. Ne. Super. Pa če se morda vrneva majčkeno nazaj, ali te tehnične analize, ki jih sam delaš, torej prej si omenil, da kriptotrg deluje v ciklih. Kako so se ti cikli ponavljali v preteklosti? Torej, ali so se ponovili ali so drugačni? Torej, v logaritmski funkciji lahko vidimo, da Bitcoin potuje po neki liniji, neki poti, ki je omejena iz odzgoraj in iz odspodaj. To je v bistvu rainbow chart. Torej, če preidemo iz tega grafa v logaritmski funkciji, ki prikazuje ceno Bitcoina, sicer iz borze Bitstamp od leta 2012 naprej, ga se potem tukaj lahko projicira, ki kaže Bitcoin rainbow chart, torej govori, kdaj je dober čas za nakup. In trenutno se gibljemo še vedno v območju nakupov, torej priporočajo nakup, medtem ko mogoče marsikdo že sklepa, da smo previsoko. Ne. In tukaj v bistvu imamo en super graf, ki prikazuje skozi čas, kdaj je bil dober čas za nakup in za prodajo. Vsak cikel se je pa nekje na 4 leta izpel. Ne. Mi smo prvi vrh 2013, potem je bil 2017 pri 20,000, 2021 pri 69,000 in po vsem tem lahko tudi dobimo nek približen občutek, kdaj nas čaka mogoče vrh v tem ciklu. Jure, če si še bolj natančno pogledava tole tehnično analizo, kaj meniš, da so tu plusi oziroma kaj pozitivnega in kaj negativnega? V bistvu ta graf je lahko zavajajoč. Na začetku smo videli, da je presegel rdeče teritorije, ki govorijo o takojšnji prodaji, oziroma še više je šlo. Ne. Tako da tudi ta graf ni čisto natančen in se ne moremo na njega v bistvu navezovati, ker mogoče glih v letu 2021 smo imeli skoraj dvojni vrh in smo bili šele v območju, da je treba držati v bistvu Bitcoin, ali pa da se že malo sprašujemo, če je to prenakupljena cena, ne, da je v bistvu šlo že previsok. In na koncu se je izkazalo, da ni dosegel svojih vrhov, ki so bili načrtovani ali pa pričakovani. Ne. Zato je v bistvu trgovanje, če samo gledamo najnižjih, da bi kupovali najnižje točke in vrhove, na vrhovih prodajali, praktično nemogoče. Ne. Oziroma je zelo težko. Hvala Bogu, imamo pa s tehnično analizo, bom rekel, mogoče malo bolj detaljno, še druge indikatorje, ki nakazujejo na čas za prodajo. Ne. To so Relative Strength Index in pa sama cena, imata en zelo tak zelo dober indikator, temu se reče divergenca na dnevnem grafu. In sicer lahko je problem, kajti ko smo prvič prišli do cene $65,000, to je bilo februarja 2021, se je v bistvu teh divergenc pokazalo skoraj 5. Ne. Se pravi, v tem obdobju je Bitcoin konstantno rastel, moč trga, kot vidimo, je padala, cena je pa rasla. Torej, ko pride do teh dveh nasprotij, se ustvari divergenca, ampak če bi, bom rekel, že prvega upoštevali, bi prehitro prodali. Ne. Zato je treba tukaj gledati še Google trende za Bitcoin, treba je gledati v povezavi z dominanco z Bitcoinom, torej kaj počnejo altcoini, ne samo Bitcoin. Ne. Tukaj je en kup indikatorjev, ki nas spremlja, da lahko pol rečemo, ok, zdaj pa čas, ampak za prodajo, ampak vrha je pa nemogoče uloviti. Ne. Od česa je pa odvisen dominance, da pada? Torej, dominance se je v Bitcoinu nekako izkazal, oziroma nasploh za kriptovalute, ne, se je izkazal, da potuje v ciklih, isto kot Bitcoin. To je čisto ločen graf in v bistvu na začetku je bil Bitcoin prvi, edini, unikaten. To se tudi vidi na samem začetku, ko je imel 96% delež celotnega trga. Ne.
Potem pa z uvajanjem novih, hitrejših, boljših kriptovalut je začel pa konkretno zgubivati na tem večinskem deležu. In podobno, kar se dogaja v tem ciklu, torej od leta 2023 naprej, oziroma konec 2022, se je dogajalo že v prejšnjem ciklu, ne? Torej 2018 do 2021, če govorimo o rasti, ne? Se pravi, v zadnjem letu nekje Bitcoin zgubiva na večinskem deležu. Zakaj? Ker se Bitcoin začne stagnirati in ta denar iz Bitcoina gre v ostale kovance. In potem, ko naredi in Bitcoin svoj maksimum in ostali kovanci, torej altcoini, pride pa do, se pravi, blow off topa, ne, prenakupljena cena na vseh kriptovalutah in potem prihajamo v obdobje bear marketa, standardno traja nekje 1 leto. To govorimo o popravkih, ki so večji kot 70%, ne. 50% popravke imamo tudi vmes v času rasti, torej bula, ki jih mogoče kdo zameša, da je to konec trenda, ne. Zato je še enkrat to pomembna tehnična analiza, da jo razumemo v daljšem obdobju, ne. In to, na primer, se tudi v tem ciklu dogaja, kar se je tudi v prejšnjem, torej Bitcoin nekje prvi 2 leti dobiva na dominancu, torej večinski delež gre v Bitcoin, altcoini zaostajajo, ne. So izjeme, ki delajo boljš kot Bitcoin, tudi na samem začetku, o teh se velikokrat govori kot izjeme, ampak ne smemo pozabiti, da obstaja več kot 30.000 kriptovalut, ki so, ne, zelo odzadaj napram Bitcoinu. Kdaj pa gre pravzaprav denar iz Bitcoina v altcoine? Kot Bitcoin in vse ostale kriptovalute, ki imajo svoj graf, prikazujejo, ga ima tudi Bitcoin Dominance. Ta je zelo pomemben, če želimo spremljati, kam oziroma kdaj naj bi šel denar iz Bitcoina v altcoin oziroma iz altcoina v Bitcoin, ne. In trenutno smo nekje že, tako kot sem omenil, od začetka tega cikla, v obdobju rasti in počasi prehajamo v območje resistance, ne. In če pogledamo od 2018 pa vse tukaj do 2021 februarja, se je ustvarila nek pas, ne, neka cona, ki je nekje med 62 in 60% deležem in od tega ravno zdaj prihajamo, ne. Sodeč po vsem tem, kar zdaj se izkazuje, bo tukaj en močen resistance, torej območje, ki ga bomo težko presegli, kar pomeni, da Bitcoin verjetno ne bo več dobival na dominanci, ampak jo bo začel spet nazaj devati ostalim kovancem. Seveda lahko to negiramo, ker dokler se ne zgodi, se ne ve, še vedno lahko doseže 70% delež, kot ga je v prejšnjem ciklu, ampak glede na to, kaj se z ostalimi kovanci dogaja, Bitcoinu gre zelo dobro trenutno, ostali kovanci pa fejst zamujajo, ne. Kdaj pa veš, da je tista zadnja rast Bitcoina? Bitcoina? Prihajamo, se pravi, v neko parabolo. V parabolo, ki se oddaljuje od moving average, ne. Se pravi, Bitcoin spremlja, se lahko pač en zanimiv indikator, temu se reče ribbon. Se pravi, to je kot neka, se pravi, črta večjih dnevnih povprečij in bolj, ko se od nje oddaljujemo, bolj imamo, več prostora imamo za padec, ne. In ta, bom rekel, ta zadnja rdeča je 50-dnevni moving average, on je pokazatelj, kdaj smo v bull marketu oziroma kdaj smo v bear marketu, ne. In zdaj, če pokažem, na primer, tukaj se je v prejšnjem ciklu, ko je šel na 65, pa potem na 69, je bila zelo pospešena rast in se je oddaljeval te črte. Je ponovno testiral, se odcepil in potem, ko smo enkrat pod njo prišli, se pravi pod to mavrico povprečij, smo bili v bear marketu, torej v upadajočem ciklu, ne. In ko smo potem z letom 2023 prišli nad njo, jo predrli, se naslonili in od takrat šli gor po njej, to velja za, se pravi, za bull market, ne. In na primer, ta je bil zelo korekten cikel leta 2017, ko smo enkrat štartali nad tem ribbonom, se pravi nad to mavrico povprečij,
se je v bistvu od nje konstantno odbijala. Ne. In ta, na primer, za nekega traderja, ta cikel od 2014 do 2017, govorimo o bullu, ne, je bil zelo prijazen za traderje, v bistvu smo konstantno vedeli, kje smo. Ne. Medtem ko prejšnji cikel z korono vred je bil pa kar močno zmanipuliran. Ne. Na primer, tukaj vidimo torej od 2018 do 2021 pridemo nad povprečjem, s korono gremo pod njega in zato verjamem, da se je mnogo traderjev prestrašilo, a je konec, ne, kje smo, a bo to daljše obdobje bear marketa. Ampak Bitcoin nekako vedno uspe na poti svojega cilja priti do svoje vrednosti. Ne. Kljub vsem slabim napovedim, da se to ne bo dobro izšlo, ker tale trg je bil tukaj zelo za traderje pač nemogoče. Ne. Ker je bil tako praktično zmanipuliran, ampak ni bila manipulacija, ker so se res dogajale stvari s korono na svetu. Ne. Je bilo upravičeno, ampak zato še enkrat pač na kratek rok tradanje je zelo zahtevno. Ne predstavljam si natančno, kaj točno pomeni manipulacija tehnične analize. Nam lahko to malo bolj natančno razložiš? Tehnična analiza je v bistvu dosti subjektivna. Ne? Torej, ko odpremo neko pozicijo, ko stavimo ali na rast ali na padec, si vse te črte, vzorce lahko priredimo sebi v prid. Ker so si vzorci med sabo dosti podobni, sploh mogoče na začetku, ko jih ne razumemo čist, pride do zamenjave. Torej, en pattern, vzorec analize, ne, lahko pokaže, to je rast, in ko pride do rasti, lahko avtomatsko preide v negativen vzorec, torej bearish vzorec, ne, torej narekuje padec. In ko se ta vzorec skozi dlje časa zaključi, šele vidimo pravo obliko, tako kot se je zgodilo tukaj. Ne. V tem bikovski zastavi, mogoče prvi mesec ali pa dve, je bilo dosti signalov, da se bo nadaljevala rast. Kljub temu, da so bile divergence že v marcu. Ne. Ampak noben ni vedel, koliko časa lahko to traja. In tukaj se je marsikdo ulovil. In tudi s to kapitulacijo do 50.000, kjer je bil eno zelo pomembno orodje, na primer Fibonacci. Torej zelo uporabno orodje je tukaj Fibonaccijevo zaporedje, ne, ki si ga lahko rišemo, oziroma on dosti spremlja, oziroma govori, do kje načeloma bi lahko cena šla. Ne. Ta vzorec se tudi v naravi ponavlja. Ne. In vse tukaj je tudi povezan s čustvi. Ker na primer imamo več stopenj, do kje ljudje še zdržijo, kje pa obupajo. Ne. In mogoče ravno ta sveča, ki je bila v avgustu navzdol do 50.000, se tukaj lepo vidi, da je bila 50% popravek od zadnjega lova, ne, pred rastjo. In ta je bila v bistvu tista, kjer so še zadnji obupali, ki še ne razumejo. Ne. Medtem ko traderji so pa čakali in so imeli tam buy orderje naštimane, zato je bila tudi tako močen volumen dnevnega trgovanja, ne, na tem področju. Velikrat v kriptovalutah imamo večje manipulacije tudi iz strani tradanja, ker se pravi, iščemo, do katere točke lahko pričakujemo, da bo šla cena. Ne. Iz lastnih izkušenj lahko povem, da 50% popravki se veliko dogajajo, ampak najraje imajo kriptovalute 65% popravek. To je ta 0,65 oziroma 0,618. To je golden pocket, ta vmesno območje. In marsikjer trader je verjel, da bomo prišli ravno do tega območja, zaradi tega, ker se kripto vedno rad vrača v tisto. Ne. In tukaj je že bil prvi problem, ni bila manipulacija, ker trg ni prišel do tja dol. In spet tukaj imamo eno videnje tehnične analize, ko pa dodamo ribbon, pa vidimo, da če hočemo ostati v bikovskem trendu, moramo ostati na njo. Zato tukaj mogoče ni bil možen padec na pričakovano ceno, ko jo je marsikjer trader pričakoval, na koncu je izvisel, ker ni kupil nazaj, ne, ker je čakal na te nižje cene.
Sama manipulacija trgu, kot sem že omenil, se dogaja na več načinov. Včasih je bila, dosti let nazaj, no, sicer je bilo te manipulacije veliko več, ker borza, vsak, na kateri stavimo za rast ali padec, vidi, kako pozicijo imamo odprto, ne. In oni lahko trg so včasih manipulirali v eno smer, torej če imamo nek pas, kjer se je gibala cena, in lahko stavimo in na rast in na padec. In oni so ta vzorec v bistvu se sam naredil tak, da smo lahko stavili ali pa mislili, ni važno, v katero smer bo šla. Torej obe smeri so bile nastavljene pozicije ljudi, in na rast in na padec. In velikokrat se je zgodilo tako, da je najprej dal signal za rast, cena se je močno dvignila, in obenem padla, torej pobrala je denar vseh traderjev v obe smeri, ki so bili preveč izpostavljeni z obema pozicijami, s previsokimi leveragi, ne, oziroma vzvodi. Tako. Potem se je pa končno deformiral pattern, sicer so bile te manipulacijske sveče prazne, ne, 4-urni, 1-urni graf, potem pa je nadaljeval svojo pot. Zato trgovanje na krajše obdobje, ne, na urnem, 4-urnem grafu je zelo težko in rizično. Zato večina ljudi tukaj izgubiva denar, ker pa seveda hočejo na hitro zaslužiti. Tega pa v kripto se da, ampak zelo majhen procent doseže uspešnost, ki jo nadaljujejo pol na dolgi rok. Ravno zaradi te ne manipulacije, ampak mogoče, ker ne počakajo, da se trg odvije do konca, oziroma graf, pattern se ne odvije do konca in prehitro stavijo na rast ali pa na padec, ker se jim dozdeva, da se že nekaj vidi, ne. In hočejo biti pred ostalimi, odpreti pozicijo, v bistvu, kar se je pa zdaj spet pokazalo, da pattern lahko traja tudi 7 mesecev. In zato je bilo to obdobje zelo težko in za tiste, ki so kupili ali pa trgovali. Jure, kaj pa bi sedaj svetoval? Se bolj splača kupiti Bitcoin ali altcoine? Trenutno smo, kot sem že omenil, v fazi, ko bo verjetno se dominanca prišla v neko območje, ki bo težko prebila, torej Bitcoin verjetno dosega ne svoj vrh, to ne pomeni, da je dosegel svoj vrh, to pomeni, da bo imel velik upor, da bo njemu rastel kapital, večinski delež kapitala, ki je v kriptovalutah, ne. Tako da tukaj se verjetno bodo začeli kazati prvi znaki pospešene rasti altcoinov. Verjetno prihajamo v to obdobje, seveda nič ni za 100%, ampak kažejo se pa že prvi znaki do obrata. Predvideva se, a ne? Povej nam, ali je še čas za investiranje, ali smo že morda malo pozni, glede na to, da smo letos že doživeli halving, potem tudi zdaj so šle tako ETF-i, volitve so že šle mimo. Mislim, oziroma saj tako sklepam, kje smo, kaj nam kaže tudi Bitcoin Rainbow Chart. Bitcoin mogoče ima še potencial, da bom rekel, da še nam naredi nekaj denarja, ne. Tukaj so še, seveda je še odprto, evforije še ni. Google Trendsi ne kažejo prenasičenosti, preveč ogledov. Verjetno prihajamo v to zadnjo fazo, ne, mogoče v zadnje leto rasti. Zdaj za tiste, ki imajo bitcoine, je mogoče tukaj že, ali je to še smiselno držati, ker do zdaj so bili lepi donosi, če pogledamo pa ostale kovance, altcoine, tudi tiste večje, so pa šele na začetnih povojih od padca, ne, sploh v zadnjih 7 mesecih, ko je bil ta krajši popravek. Jure, nam poveš, kaj lahko iz te tehnične analize pričakujemo v naslednjih mesecih? Zdaj prvo bi rad izpostavil vse, kar danes tukaj govorimo. Niso finančni nasveti, to je izključno izobraževalne narave, zato da si bo mogoče lahko kdo pomagal, da bo lažje razumel, sploh pa ne, da bo to vzel kot sveto, da to nekaj, kar se bo zgodilo, ne. Zdaj nekje v praksi bi se oziroma po statistiki bi se bikovski trend nadaljeval še 1 leto, torej do nekje konca naslednjega leta.
ker so vsi cikli do zdaj trajali 3 leta rasti, 1 leto je bilo pa padca. In ponovno 3 leta rasti, 1 leto padca, ne. Cena bitcoina lahko sklepamo iz tega, kar se dogaja, da mogoče doseže nekje, mislim, da med 100 in pa 200 tisoč dolarji. Videli se bo kasneje z dodatno tehnično analizo, z dodatnimi indikatorji, kdaj se bližamo koncu. Vsak cikel ni zagotovljen, da bo potekal isto. Če pa se ta zadeva bo izpeljala, kot je mišljeno, ker so zdaj institucije zraven, torej vedno bolj se tudi kriptosvet, bitcoin ponaša standardnim naložbam, lahko pričakujemo rast v 3 valovih. Ne, in ta prvi val smo trenutno dali skozi, sledil je manjši popravek, sicer bil kar dolg, pa velik za kripto. Mogoče je to že bil Wave 2. Ne, mogoče prvi, ki je v lanskem letu prišel, bil Wave 1, torej prvi val, zdaj smo dobili drugi val in lahko, da smo že trenutno z novim breakoutom prihajamo v Wave 3, torej v tretji val rasti in bo ta končen. Lahko se zgodi, je pa mala verjetnost, ne. Verjetno smo zdaj v drugem valu in nas čaka še ena rast, mogoče do, kot smo predvideli, vrednosti 100 tisoč za bitcoin. Tam se mogoče tudi spremeni razmerje bitcoinov k altcoinom, ker tisti, ki smo dlje časa v trgovanju, spremljanja grafov, pa tudi, bom rekel, že marsikdo opazi, da je bitcoin prevelik, ne. In tudi stranke pri nas se trenutno sprašujejo, kdaj pa bojo sploh ostali kovanci, zakaj ne samo bitcoin. Zdaj prihajamo do te točke, kjer bo pomembno, da imate v portfelju tudi ostale kovance, ker bitcoin sicer bo rastel, ampak denar, ki bo začel utekati noter, bo šel v bitcoin, ampak tisti, ki smo v trgu, se pa prodaja bitcoin in se hodi v ostale kovance, ker imajo večji potencial. Torej z njimi lahko veliko več zaslužimo kot trenutno z bitcoinom, ki ga mogoče krat podvojimo vrednost z njim. Jure, iskrena hvala za vse izčrpne informacije, ki si jih delil z nami. Sem prepričana, da bo marsikateremu gledalcu prišla ta informacija prav in seveda je tudi prav, da jih povabiva, vkolikor bi želeli posvet o tehničnih analizah. Hvala. Hvala.